Rec- Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. In nasvidenje svet sam. In nasvidenje svet sam. Naj ti krepko stisnem dlan, da ti voščim dober dan. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Od daleč prihaja. Von po kavi, von po kavi. Von po kavi, von po kavi. Novice, reklame. Vreme danes, vreme danes. Vreme danes, vreme danes. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Popijeva v dvoje. Prvo kavo, prvo kavo. Prvo kavo, prvo kavo. Pozabiva vreme. In reklame, in reklame. In reklame, in reklame. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nadaljuje se roman. Nadaljuje se roman. Daleč je še zadnja stran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan, lepo vas pozdravljam. Danes je 13. dan v mesecu Kimovcu. To ne pomeni, da morate ves čas kimati, če vam kdo da kakšen predlog. Meni sicer lahko kimate, jaz veliko pametnega povem, tako da meni lahko kar kimate. Zdajle čakal sem še nekaj minut, ta čas, ko sem spustil tole himno dobre volje za dobro jutro, za dober dan. Verjamem, da sem jo kar dobro ufuril v tem zadnjem mesecu, ali koliko časa pač se že ubadam s tem. Mene pa zanima, zdajle bi jaz majčkeno preveril, koliko že vaši možgančki delajo. Jaz sem zbujen že 1,5 ure, imam za sabo že meditacijo in tako naprej. Vaše možgančke bom zdajle preveril. Glede na to, da sem rekel, da sem dobro ufuril Neco Falk s svojo pesmijo Dobro jutro, dober dan. Zanima me pa, če se kdo vas lahko spomni, kaj jaz vedno rečem. Tole je jutranji vrtiljak s čim? Kdo je? Vam malo pomagam, tole je jutranji vrtiljak z mavrico. Česa? Da vidim, če se kdo spomne. Z mavrico ne smisla prav, Alenka. Ok. Tudi tako lahko gledamo na to zadevo. Ok. Še kdo? Se še kdo spomne, kaj rečem? Simona vidim, da nekaj tipka.
Andrej najbrž nekaj tipka, nisem čist zihar, ker ga dobro ne vidim, ostali ste se pa tako skrili, oziroma se še niste prikazali. Alenki nekaj je na rdeča pa zelena, hodite še na pamet, ok, se približujemo, toplo, pa modro je celo nekaj, ok. Zdi se, da ne bo več odgovora, ok, jaz pravim, da je tole jutranji vrtiljak z mavrico. Česa? Modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Zakaj? Ker misli, če vam jih želim posredovati, morajo biti modre. Zeleni nesmisli sem v bistvu dodal zato, da je malo več barv, ampak se mi zdi, da tole kar večkrat v medijih beremo o zeleni politiki, ekologiji in tako naprej. Pogosto zelo nesmiselno, čeprav seveda ne v vseh primerih. Zdaj, da je pa barv največ in da se konča z eno primerno, sem pa dodal še rdeče strasti, kakšne so pa lahko rdeče, kakšne so pa lahko strasti, če ne rdeče. Tako da, tole je jutranji vrtiljak z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Kakor sem rekel, danes je 13. september oziroma Kimavec. Nekaj dogodkov sem si izbral povezanih s tem dnevom, in sicer 13. septembra, če je temu za verjeti, torej zgodovinskim virom, 1501 je Michelangelo začel oblikovati znameniti kip Davida, renesančno mojstrovino. 3 leta je rabil, da je odkiparil tistega Davida, ki ga lahko občudujemo še dan danes. Verjamem, da kip Davida vsi poznate. Torej na današnji dan leta 1501 po zgodovinskih virih je Michelangelo začel drmati kamen in je iz tega nastal David. Leta 1789 so newyorške banke prvič v zgodovini zabeleženo posodile denar ameriški vladi. Vemo, da ameriška vlada najbolj zapufana, najbolj zakreditirana vlada na svetu. Kako te svoje kredite rešuje, tudi vemo, saj jaz si predstavljam, kako oni to rešujejo. Tako da od leta 1789 so Američani zapufani pri zasebnih bankah, kaj to pomeni za ves svet, si pa mislite pač vsak po svoje. Leta 1942 na današnji dan so nemške enote napadle Stalingrad. Kdor karkoli ve iz zgodovine, ve, kako se je ta napad končal. Torej, to je bila prelomna bitka v drugi svetovni vojni. Potem po bitki v Stalingradu so začeli napredovati Rusi in nekega dne so praktično do zadnjega kamna podrli Berlin. A iz tega lahko potegnemo vzporednice z današnjim dnem, ne vem, mislimo si pa po svoje. En od pregovorov pa sicer pravi, zgodovina se ponavlja, ne. Na današnji dan, leta 1965, so znameniti The Beatles, Beatli, izdali znamenito skladbo Yesterday. V resnici je posnel sam Paul McCartney, torej vse inštrumente, razen seveda godalnega kvarteta, ki se sliši v ozadju, je posnel Paul McCartney sam. Pesem je bila izdana seveda pod znamko Beatlov. Gre pa za najbolj prirejano skladbo vseh časov. Znanih je več kot 3000 verzij tega istega komada, torej na današnji dan leta 1965 so Beatli izdali Yesterday. Najbrž vsi poznate All My Troubles Seem So Far Away in tako naprej. Na današnji dan leta 1997 so v Indiji z državnim pokopom pokopali katoliško dobrotnico in misionarko, tako imenovano Mati Terezo. Mati Tereza se je sicer rodila leta 1910 v Skopju, v današnji Severni Makedoniji. Bila je pa Albanka z originalnim imenom Agnese Gonče Bojađiu, torej Mati Tereza. Ok, tole je bilo 5 jutranjih datumov. Zakaj vam jih govorim? Zato, da se boste lahko tekom dneva delali pametne. Ta prvi, ki bo meni prišel, ki vam bo pameten, ga vprašajte, če veste,
katero žensko so na današnji dan pokopali leta 1997 v Kalkuti v Indiji. Garantiram, da ne bo vedel in vi boste bolj brihtni od njega. Zdaj, da nam govoril samo o denih Mati Teres in Michelangelo in tako naprej, slučajen mi je v oči padel, no te verjel, Janša je umrl. Janša je umrl. Da ne bo to črn humor, da ne bojo rekli, da upletam politiko v tole, ni umrl tisti Janša, za katerega si tak in tak procent Slovencev želi, da bi umrl. Na današnji dan, leta 1773, je na Dunaju v starosti 39 let umrl Anton Janša. To je bil znameniti čebelar, tudi bakrorezec in slikar. Rodil se je v vasici nedaleč od tukaj, kjer jaz zdajle sedim, torej mislim enih 7-8 kilometrov, v vasici v bližini Žirovnice, Anton Janša. Okay. Toliko je bilo dogodkov povezanih z današnjim dnevom, seveda jih je sicer še kupe in kupe, ki pa jih jaz zdajle ne bom omenil, če ne bom vse jutro delal samo to. Zdajle je na vrsti cvetje v jeseni. Zdajle je na vrsti zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Našel sem eno slabih 7 minut dolgo verzijo Cvetje v jeseni iz istoimenskega filma, iz katerega leta zdajle ne morem stresti z rokava, ker ne vem. Tako da, zapišite si, za kaj vse ste hvaležni. Lahko si zapišete tudi, da ste hvaležni za to, da lahko mene poslušate, če imate tako željo, tako hvaležnost. Drugače pa vse preprosto, za kar ste hvaležni. Naj bo tega 3, 7, 9, 12 ali kakšna podobna cifra. Če jih imate 100 hvaležnosti, si jih pa zapišite 100. Če jih boste stlačili v slabih 7 minut Cvetje v jeseni. Tako da, zdajle malo glasbe, upam, da jo boste slišali, potem se pa znova slišimo, nadaljujemo s Jorgetom Bukajem in njegovo zgodbo ter zaključimo z jutranjimi afirmacijami.
kadar gledamo cvetje v jeseni. Ok, v tem primeru smo ga poslušali. Tiste triki, jaz imam na kameri, sem ob tem lahko malo tudi opazoval. Andreja je kakšno minutko nazaj tako zvil, da sem mislil, da bo s stola padel. Res je bil en ta počasen delček skladbe in človeka malo spava. Je bil pa še kakšno minuto prej tudi en tak delček skladbe, da bi človek v mojem primeru najrajš kakšno zagrabil in se zavrtel tukaj en krog. Tako da žal nobene nimam tule v stanovanju, da bi jo grabil. Tako da se tudi zavrtel nisem, ampak v tejle skladbici kar fajn uživam. No. Jaz sicer poslušam večinoma eno drugačno glasbo, ampak kadar je kakšna lepa, je pa pač lepa in cvetje v jeseni je prav gotovo mojstrovina. Napisal je mimogrede Urban Koder, če se to komu zdi pomembno. A veste, lahko greste pa danes zjutraj v Hofer, pa rečete na blagajničarki: Modelka, ste vedela, da je napisal Cvetje v jeseni Urban Koder? Ker ziher tega ni vedela in pol ste vi kralji, cari, kraljice in carice. Ok, zdaj gremo Jorgetu Bukeju, ki ga prebiramo že nekaj časa. Njegova današnja zgodba se imenuje Blodnjak. Jaz bi vas pa prosil, če jo pozorno poslušate, ker vas bom ob koncu vprašal, kaj je hotel pisatelj povedati s to zgodbo, oziroma, kakor bi pregovorno rekel dol na Balkanu, šta je pesnik time hteo da kaže? Torej, Blodnjak. Vedno so mu ugajale uganke. Že od malega je iskal izziv v križankah, rebusih, blodnjakih, kriptogramih in drugih miselnih problemih, na katere je naletel. Bolj ali manj uspešno je precejšen del svojega življenja in možganov namenil reševanju problemov, ki so si jih izmislili drugi. Seveda ni bil nezmotljiv, v roke je dobil vrsto ugank, ki so bile zanj prezahtevne. Ko je Joroška zagledal uganko, se je lotil skoraj obredno. Dolgo je strmel vanjo in ker je bil tako velik strokovnjak, je lahko precenil, ali sodi v skupino nerešljivih ali ne. Če je na prvo žogo presodil, da je problem nerešljiv, je zajel dih in skušal uganko vseeno razvozlati. Začelo se je težko obdobje, saj je nenehno premišljeval le o uganki. Zastavljalo so se mu nemogoča vprašanja, pojavljale slepe ulice, obrnjeni simboli, neznane besede in nepredvidljive rešitve. Joroška je že pred časom odkril, da je zanj uspeh v življenju pomemben. So ga morda zato uganke začele dolgočasiti? Kmalu potem, ko se je lotil uganke, se je namreč začel zelo dolgočasiti in je reševanje opustil, globoko v sebi pa se je jezil na neumnega sestavljavca uganke, ki je ni znal in zmogel rešiti. Mislim, da so ga dolgočasile tudi prelahke uganke, zato je prišel do sklepa, da za vsakega reševalca obstaja uganka po njegovi meri in da samo vsak zase ve, kakšna je njegova mera. Najbolje bi bilo, da bi si vsak ustvaril uganke po svoji meri, si je rekel. Ampak takoj se je zavedel, da zaradi tega uganka ne bi bila več zanimiva, saj bi kot njen avtor seveda poznal rešitev. Malo za šalo in malo iz želje, da bi naredil veselje drugim, ki so tako kot on radi reševali uganke, si je začel izmišljevati besedne igre, številčne uganke ter logične in abstraktne probleme. Toda njegovo veliko delo je bila gradnja Blodnjaka. Nekega mirnega sončnega dne je v eni od sob svoje ogromne hiše začel postavljati pregrade, opeko za opeko. Nameraval je zgraditi velikanski blodnjak v naravni velikosti. Minila so leta. Vse svoje uganke je delil s prijatelji. Pošiljal jih je v specializirane revije in na zadnje strani nekaterih časopisov, a za blodnjak ni povedal nikomur, pa tudi predstavil ga ni. Rasel je in rasel v njegovi hiši. Joroškov blodnjak je postajal vedno bolj zapleten. Skoraj ni opazil, da je bilo v njem vse več poti, ki niso vodile nikamor. Gradnja je postala pomemben del njegovega življenja. Ni minil dan, da Joroška ne bi dodal opeke, zaprl kakšnega vhoda ali podaljšal ovinka, da je pot po blodnjaku postajala še težja. Čez kakšnih 20 let v sobi, kjer je začel graditi,
ni bilo več dovolj prostora in bilo je edino smiselno, da se je blodnjak razširil še v druge dele hiše. Če je hotel iti iz spalnice v kopalnico, je moral narediti 8 korakov naprej, zaviti levo, narediti 6 korakov, zaviti desno, se spustiti po 3 stopnicah, narediti spet 5 korakov, ponovno zaviti desno, preskočiti oviro in odpreti vrata. Če je hotel na teraso, se je moral skloniti nad levo steno, se nekaj metrov kotaliti in se nato po vrvi povzpeti do gornjega nadstropja. Tako je hiša postopoma postajala velikanski blodnjak. Na začetku ga je to navdajalo z zadovoljstvom. Bilo je zabavno hoditi po hodnikih, ki so včasih tudi njega pripeljali na poti, ki niso vodile nikamor. Nemogoče si je bilo namreč zapomniti vse. To je bil blodnjak po njegovi meri, čisto po njegovi meri. Odtlej je Joroška v svojo hišo, v svoj blodnjak povabil veliko ljudi, a celo najbolj zagreti so se, tako kot on z drugimi ugankami, nazadnje začeli dolgočasiti. Ponudil se je, da jih bo vodil po hiši, tudi ljudje so tam preživeli nekaj časa, nato pa odšli. Vsi so mu govorili bolj ali manj isto. Tako ni mogoče živeti. Nazadnje Joroška ni več zdržal v večni samoti in se je preselil v hišo brez blodnjaka, kjer je lahko brez težav sprejemal goste. Toda kadarkoli je spoznal koga, ki se mu je zdel bister, ga je odpeljal na svoj pravi dom. Tako kot pilot v Malem princu, ki je risal boje od znotraj in od zunaj, je tudi Joroška odpiral svoj blodnjak tistim, ki so se mu tega zdeli vredni. Vendar Joroška nikoli ni našel nikogar, ki bi hotel z njim tam živeti. Zdaj me pa zanima, če kdo od vas zna povezati ta Joroškin Joroškov blodnjak s čimerkoli v naših življenjih. Torej, kaj se vam zdi, kaj je hotel pisatelj povedati s to zgodbo? Me res zanima. Če ima kdo od vas kakšno idejo? Kaj je torej predstavljal ta blodnjak? Andrej pravi, velikokrat si preveč kompliciramo enostavne stvari, tudi Alenka pravi podobno. Torej, moja predstava te zgodbe, jaz sem si jo prebral že včeraj, vedno si najdem eno tako, da bo pač ne bo prekratka oziroma ne bo predolga. Ta blodnjak si predstavljam, da je, ne vem, lahko tudi v prenešenem pomenu naša glava, ne. In mi, ko se nam nekdo zdi vreden zaupanja, potem v našo glavo nekoga spustimo, vendar če je tam noter prehud blodnjak, torej poti, ki ne peljejo nikamor, nam še tako inteligentni, še tako taki, ki se nam zdijo vredni zaupanja, iz tega blodnjaka pobegnejo. In tako kot Joroška ni našel nikogar, ki bi živel z njim v tem blodnjaku, tako se lahko zgodi tudi komu od nas, da prej ali slej vsak pobegne, vsak, ki ga spustimo torej v svojo glavo, v svoje življenje, in kakor sicer pravi Katja, živi in pusti živeti. Tako da, mogoče s svojimi problemi ni preveč dobro obremenjevati drugih, to pa seveda ne pomeni, da v svojo hišo ne smete nikoli spustiti nikogar. Torej, fajn je imeti družbo, če je še tako velika hiša, tudi če je noter nekaj blodnjakov. Ampak naj bodo ti blodnjaki primerna igrica za kakšen moment, ne pa nekaj, kjer bi se potencialni obiskovalec izgubil. Tako si vsaj jaz predstavljam, ne. Zdajle imamo še nekaj minutk, torej sistem me opozarja, da še slabih 9 minutk. Jaz imam za danes pripravljenih 10 naslednjih afirmacij za to jutro, povedal jih bom počasi. Predlagam, da se naslonite nazaj, da se sprostite. Zdajle na kameri ne vidim nikogar, ki bi vozil, tako da tistemu ne priporočam, da se nasloni nazaj in spusti volan, zamiži in prediha, ostali pa le naredite to. Če je mogoče še kdo v postelji ali pa leži, je torej že naslonjen, fajn je, če se malo stabilizirate, ne. Torej, jaz, ko meditiram, danes zjutraj sem v spalnici sedel, torej po turško,
z rokama takole, vzravnan, naslonjen na steno, vdihaval sem skozi nos, zadržal nekaj trenutkov svež zrak in ga potem počasi pihnil ven. Verjamem, da če bi v sebi že takoj zjutraj čutil kakšno težo oziroma kakšno jezo, da bi pihnil ven zrak bolj sunkovito. Tako da, če je kdo od vas jezen zaradi kakšne stvari, je tudi to čisto človeško. Zdajle je prilika, da si počasi napolni pljuča in celoten organizem s svežim zrakom, s svežim zagonom, s svežimi idejami za današnji dan, od sebe pa spusti vse, česar več ne potrebuje, in jeza, zamere in kakršnikoli slabi občutki so definitivno zadeva, ki je ne potrebujemo v svojem življenju. Torej, nekaj minutk za sproščanje, jaz si bom vzel ob jutranjih afirmacijah citrin, tako kot to vedno počnem, časno tudi s kakim drugim kamnom. Prebral vam jih bo počasi. Če želite, si jih ponovite, bodi si na glas, bodi si v mislih, v nasprotnem pa poskušajte vsaj razmišljati o teh afirmacijah in si jih torej nekako začutiti, zaželeti in poskušati ufurati v vaš današnji dan. Gremo po vrsti. Prva, in temu, kar bomo danes, teh 10, kar jih bom danes povedal, tem 10 rečem afirmacije za odločnost. Prva pravi: verjamem, da zmorem vse. Druga: sem pogumen, pripravljen sem ukrepati in se soočiti s svojimi strahovi. Tretja: ostal bom osredotočen na svoje cilje in ne bom dovolil nikomur ali ničemur, da mi pokvari dan. Četrta: imam cilje in sanje, ki jih bom dosegel. Peta: tako pozitivno sem naravnan, da dvomi ne najdejo poti do mene in sem preveč optimističen, da bi me bilo strah, in preveč odločen, da bi bil poražen. Šesta: verjamem, da je uspeh odvisen od mene. Prevzemam odgovornost za svoje življenje in za odločitve, ki jih bom sprejel. Ustvaril si bom življenje, kakršnega želim. Sedma: sem tisti, ki doseže svoje cilje. Pri doseganju le-teh se ne bom ustavil pred ničemer in zaradi ničesar. Osma: besedna zveza ne morem v mojem besednjaku ne obstaja. Deveta: zavezan sem k uspehu na vseh področjih svojega življenja. In še 10., zadnja afirmacija, ki sem ji rekel afirmacije za odločnost, torej zadnja: s pogumom in samozavestjo vsakič znova stopim iz svoje cone udobja. Takole, zdajle bom spustil še eno luštno pesemco, verjamem, da jo boste vsi poznali. S tem bomo današnji vrtiljak jutranji zaključili. Imam še eno, bi rekel, kar dosti dobro misel, s katero bom zaključil. In sicer, kakor sem rekel, jaz sem zdajle bo že 2 uri, odkar sem zbujen. Ko se zbudiš, imaš 2 opciji, ne? Torej 2 načina, kako začeti novo jutro. Lahko rečeš: dobro jutro, življenje, vesel sem, da sva spet skupaj, ne? In si ob tem hvaležen za neke stvari. Lahko rečeš pa tudi, kakor bi rekel na Jesenicah: jebem ti život, ne? Tako da, kako boste začeli, s katero od teh 2 misli dan, je seveda odvisno od vas. Jaz točno vem, kako sem si zjutraj, mislim, moja izbira je bila jasno, ta prva, se to vsi veste.
Zdajle gre pa še ena krasna pesemca. Mislim, da je toliko časa še ostalo, da se zvrti cela. Če hočete, greste seveda lahko tudi dol. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost tele dobre pol ure in vas vabim tudi na jutranji vrtiljak z Mavrico, veste česa. V četrtek pa seveda tudi Kozorogovi dosjeji, ki jih že intenzivno pripravljam. Tako da hvala, ker me poslušate. Marko ima vas rad, zdajle pa še ta pesemca. Me zanima, koliko odgovorov bom dobil v chat, kaj je to za ena pesem. Iz vetra je stal, sivi beton, svet je vkovan, tjaram da. Stecimo kam, stecimo stran, stecimo svet sam. Za vse, prav za vse, je prosto ne